En prisrčen pozdrav, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, nov teden svetlobe, ki šprica v nas, nov teden optimizma, upanja in zaupanja v nekaj, kar ne moremo verjeti. Sicer se trudi ekipa in se trudimo na različne načine dopovedati, da je svetloba zmagala, da v bistvu gledamo propad teme mračnih v svojih zadnjih korakih. Ti zadnji koraki najbrž ne bodo trajali, ne morejo trajati 3 dni, če pa je bila stvar zažrta v sistem do obisti. Včeraj smo imeli do obisti v kontekstu vsak korak vplivajo, vse zdravstvo, šolstvo, politiko, vse to smo že obdelali, vse to je ta ista kriminalna mafija. Ampak ta kriminalna mafija ima svoje pomočnike, ki delujejo iz ozadja preko satanističnih obredov, energijskih poznavanja energij in delujejo na energijskem področju nadaljavo, s tehnologijo pa sploh nadaljavo. Zato so vsi ti stolpi z antenami tudi precej vprašljivi, nevprašljivi, valjda so škodljivi. Sej pa ta tema v generali nas ni marala, nas je sovražila, tako zelo močno sovražila, da nas je hotela ubiti. In dajmo se tega zavedati, da zdaj nam ne pomaga, če mi pogruntamo, da ne bom šel kaj noter. Najbolj pomembno je, da gledamo naprej, kaj nas čaka. Nas čaka svetla prihodnost. Ok, mogoče, če ne morete dojeti, da nas niso marali, pa so nas hoteli pobiti, pa so nas hoteli pocepati. Naj ob tem dodam podatek, da Bill Gates ni neki navdušen nad izplenom cepljenja, ne, to sem glih prej bral, čeprav po mojem je Bill Gates tako že pase, vprašanje, kdaj je bil ta intervju posnet. Zagotovo pa morate se zavedati, da tudi procentualno, koliko ljudi je cepljeno prvič, drugič, tretjič in ne vem katerič še, so ti podatki vsi ena velika manipulacija. Jaz upam, ker sem optimist, pa to dajem tudi vam na izbiro, ker to je možnost izbere, srčno upam, da je cepljenih bistveno manj, kakor so nam statistično probali povedati, in da je placebo cepiv, se pravi slane vode namesto polnega metka, bistveno več, kot si predstavljamo. To so moje želje, s tem, da sem prepričan, da vse poteka točno tako, kot bi moralo. V vseh primerih. Ok, včeraj smo imeli live, prvič v življenju sem imel tako raztresene misli, prvič v življenju sem doživel blokado v sred live-a, ko sem mislil, da je ta stvar rešena, se zjutraj zbudim in ugotovim, da je video kompletno blokiran zaradi tega, ker sem uporabil avtorsko glasbo. Jaz avtorske glasbe uporabljam precej, vendar to pomeni samo to, da moj posnetek je še vedno viden, vendar grejo pa sredstva, če bi se kdaj vrtile reklame, se ne vem, se vam vrtijo ali ne, od tega ne dobim jaz, ampak zaenkrat YouTube, če pa je v mojem videu avtorska glasba, pa sredstva dobi avtor. No, v tem primeru, se pravi v včerajšnjem primeru, kjer sem dal komad od Michaela Jacksona, Heal the World, torej pozdravimo planet, kjer je on govoril to leta, kaj je 80, 90, kdaj je to bilo, so mi posnetek zablokirali, vmes me ugasnili, ker Michael Jackson pa ne bo govoril Heal the World. V zlobnem svetu temačnih ne moramo govoriti o ljubezni in o zdravem, lepem planetu. In Michael Jackson je bil tarča, da bi ga ubil in je zaigral svojo smrt in on je tisti, ki je bom rekel, prva bojna linija White Hatov. Hvala Bogu. Takrat ne vem, če se spomnite, on je imel, kako že, Queensland, Neverland. In tam je on reševal otroke pred temi satanističnimi
Njimi, no, pač reševal jih je pred samim koncem in jim je dajal zavetje, prečudovito graščino je imel, mediji so ga označili kot pedofila in ga stigmatizirali, tako glasbeno zvezdo so označili s temi klevetami od zadaj, da je pač on pedofil. Pa on je bil rešitelj pred pedofili, ker točno pedofili so rekli, da je Michael Jackson pedofil. In našemu svetu je rulala, se pravi, ga je svet je kontrolirala pedofilska mafija, izprijencev, zlobnih ljudi, ki niso ljudje, z dušo in srcem, ker ne morejo biti, ker ne moreš biti dušo in srce pa se iti tako igro, ker jaz ne gre skupaj. Ne, imamo zdaj. In ne mi reči, da je to spolna usmerjenost, ampak je dokaz, da so ti ljudje brez duše. Ja? Skratka, da je bil ta video včeraj tako močno napaden, pa da sem jaz imel čudne občutke, pa da ste mi tudi vrnili nazaj, da ste se vi čudno ob tem počutili, jaz dodajam, evo, dokaz imamo, da smo nadaljavo kontrolirani, vodeni in vplivani. Nič z dobrim nas ne špricajo, vendar samo škodujejo. Oni se bojijo, da resnica pride na plan, vendar nihče ne more ustaviti tega, kar prihaja. Ni več poti nazaj in ta gamat nikoli več ne bo delovala tako, kot je do zdaj delovala. In njim se ruši svet, naš svet pa se gradi. In gradniki novega sveta smo mi, tisti z dušo in srcem, vendar ne s prisotnostjo strahu, vendar s to stoično držo. We are the champions, ne oni. Oni so brez srca, brez poguma, brez vizije, brez duše, so pokvarjeni, zlobni, pa še ne marajo nas. Tako da dajte vse to na kup in takih ljudi je v Sloveniji 36 tisoč. Samo v eni majhni, mikromajhni Sloveniji. 36 tisoč ljudi more iti iz obličja, oziroma na hladno. Oni so bili do zdaj pa vodilni, imeli BMW-ja, hiše, vile, jahte, olala. In z majčkami civilne zaščite so šli na piknik, medtem ko je gorela Slovenija. Njim ni mar za nas, niti najmanj. Tako da, dajmo to stvar ozavestiti. Sistem propada. Če se boste zdaj bojevali z informacijami, da je treba iti pred narodno skupščino, pa da je treba iti ne, ni treba. Ta sistem bo se prevrnil na glavo. Vse. Zdravstvo, šolstvo, politika, medicina, kam moram še milijonkrat povedati, glasbene šole, meni je hudo sploh na glas povedati, ker mi je hudo za ljudi, ki sem jih poznal, ki jih poznam, pa so v bistvu z nasmeškom na obrazu delovali prikrito in jaz jim vem imena, priimke, vem dejavnosti, pa probam ves čas se tega umikati, da ne bom direkt konfrontiral. Ne vem, se mogoče bom prisiljen v enem momentu narediti seznam pa v glavo povedati, da pač ne grejo, ali pa ne, pa se počakajo, se pride taksi, bodo imeli taksi z 8 kolesi, Patria je, ali kako že, banda je, joj. Skratka, rad bi vam dal, da se zavedate te širine, te globalne jajce, da frekvence pomagajo to globalistično drhal umakniti, mi pa moramo se upgradati, dvigati, začutiti sebe, poslušati strune srca, poslušati svoje lastne želje, ideje, se usmeriti stvarem, ki jih radi počnemo, se podeliti čas ljudem, ki jih imamo radi, s katerimi dobro vibriramo, ne s tistimi, ki smo v krvnem sorodstvu ali pa še celo mrzla žlahta, pa lepo se obnaša, ker to je pa stric. Ta stric je bil pa pedofil. In če je ta pedofil lepo se obnašal, punčka se ga je bala, valjda se ga je bala, ker je žlahtovc rinil po njej. Grdo. Jaz verjamem, da med vami ste take žrtve, vendar vas spodbujam glih zaradi tega, da bomo dali glas ven in povedali, vse je bilo narobe, gremo v tak svet graditi, in tak lep, in zemlja ni majhna, zemlja je gromozansko velika in ne, ni nas preveč, nas je taman, nič taman, nas je glih prav, kaj pa jaz vem, preveč nas pa ni.
in ta drhal črna nas je tela vedno stiskati v mesta, da ne bi mi hodili po gozdovih, ker v gozdovih so zveri, pa nevarno je, pa medvedje, pa srne, pa volkovi, pa skratka grozno, ne hodite po gozdovih. Seveda ne, v gozdovih so imeli oni svoje skrivaške scene in po gozdovih so oni skrivali marsikaj. Jaz sem že prej na Facebooku objavil neki kontejnerji, pa neke palce se pojavljajo, pa svašta. V gozdovi so bili njihova omiljena mesta in zaklonišča in tam so oni harali. Ja, mi pa v mestih obsvetljeni z lučjo, da nismo videli nič. Hvala Bogu, sem glih toliko na podeželju, da nisem čist preveč osran, vendar osran iz tega, bom rekel, svetlobne onesnaženosti, a ne. Glih toliko sem na deželi, da se tle že odpira nek neokrnjen svet, bomo rekli snežniški gozdovi, ko so bili rezervati in tako. Tle je bilo, tudi je bil prav gost, no zdaj vozijo polena že od leta 2014, ne vem koliko 50 kamionov na dan, so potamanili nam ves les. Ampak ni problema, bomo mi to nazaj zasadili, pa bomo imeli hruške, slive, jabolka, pa še kaj. Prej sem še nekaj imel, da so oni propadajo, da mi se moramo sestaviti, mi moramo biti. Ne dajati energije, pozornosti, niti časa, niti sekunde, da berete, kaj pravi Delo, kaj pravi Dnevnik, kaj pravi 24 ur, kaj pravi Dnevnik, prvi, drugi, tretji, na prvem, drugem in tretjem programu, kaj pravijo poročila ob 3, 4, 5. Ne poslušajte tega, ker je z vseh strani zavajanje. Zelenski je bil kralj, pa je v bistvu kralj kokaina. Ljudje ne rabimo kokaina. Če rabimo kakšno zelišče pokaditi, pa naj si bo to žajbelj, pa naj si bo to konoplja, ker so nam naravne stvari, pa tudi tobaka, ne, nekakor pa kokain in heroin in ksilofenilcibin in aspirin. To so njihove jajca. Skinite se z tega, kolikor duša da. Večkrat sem že poudaril. Frekvenčno so oni probali nas včeraj malo zbombardirati, mene ali vas, nas, mene. Me zanima, če imate kakšen, če malo pomislite nazaj, če je bilo včeraj kaj čudnega ob tem, ko smo bili skupaj. Malo pomislite pa mi dajte info, ker me zanima, tako da imam iz prve roke, pa pol se tako zapeče v glavo, pa bomo imeli vsi iz prve roke, pa bomo iz prve roke imeli informacijo, ne tisto rekla, kazala. V frekvenčnih poljih sem večkrat rekel, je čisto majhno frekvenčno polje, ki ga slišimo, od 20 Hz pa do 20 kHz, pa imamo malo višje področje, ki ga vidimo. Potem pa imamo te razne kocine, ki se dvigujejo, pa imamo razne radijske postaje, pa imamo Wi-Fi-je oziroma mobitele, pa vse sorte teh stvari pa mi ne vidimo. Daleko nad tem so stvari, ki nam prihajajo, ki jih pa sploh v bistvu začenjamo razumeti in občutiti. One so sama zdravila in so v bistvu kirurška natančnost. S frekvencami se da delati marsikaj, imate radijsko postajo AM pa FM, torej amplitudna modulacija ali pa frekvenčna modulacija. Na frekvence se da obesiti marsikaj. Seveda, stvari so lahko nam harmonične ali disharmonične, lahko so konstruktivne ali destruktivne, se pravi, gradijo ali uničujejo. In ker sem audio inženir, ker sem bil na talentih, talente sem jaz delal. Vse, kar ste poslušali, Slovenija ima talent, to sem jaz prste pa ušesa zraven. Vsaj nastope v živo oziroma tiste predizbore. Saj nas je bilo več. Zakaj sem kaj prišel? Ker sem... frekvenca tako in glasba kot taka ima, tudi o tem sem že govoril, pa mislim, da moram še enkrat, z glasbo se da zdraviti, z glasbo se da zastrupiti, z glasbo se da uspodbuditi določene občutke, z glasbo se da določene negativne občutke vam pripeljati, da se uspodbuditi jezo, da se pripeljati do smeha, torej se da pritiskati po čustvih. In glasba je nam najbližja stvar, pravzaprav bom rekel zvok, je nam najbližja stvar in naši organi delujejo na zvok. In imamo organe lepo narejene, da se lahko sporazumevamo. Vendar to je samo ena izmed komunikacij. Telepatija ali pa objem ali pa nekomu dati roko, to se začuti. Človeka začutiš, ali je?
ali ni. Glih zaradi tega bomo imeli 13.8. piknik, da se začutimo, da ne bi slučajno med vsemi temi nami se najdel nekdo, ki je prevarant. In ne želim izbrati čiste ljudi, s katerimi imam že predloge, pa ne sam, niso to moji vsi predlogi, zberam jih na kupček med tem, ko mi jih dajete, a ne. Do nekaterih sem sam prišel, nekaterih so mi galaktiki sporočili, nekatere pa Trump. Tako da imamo že kaj pa kako, vendar mi moramo stopiti skupaj in skupaj ustvariti, skupaj neke stvari dojeti, vedeti, razumeti, dojeti in pravzaprav verjeti, da deluješ s pravim človekom. Mi smo bili tokrat v življenju razočarani, da ne verjamemo nobenemu več in ta nevera nas je spravila v, bom rekel, pozicijo, kjer sploh ne moremo verjeti, da obstaja neki lepši svet. Se spomnim, koliko sem se srečeval s to, ja pa kaj pa češ, tako je, pa se ko stari, pa ne, pa ni virusa, ne, pa majster, pa ti veš, kako so nas nategnili, no pa kaj pa češ, vse bo isto pol, ne, se pravi, nismo verovali in eni ljudje so šli tudi tle, tako globoko, da zdaj v bistvu jim rečete, so neumni, imajo glavo v pesku, ne gre, ne morejo, ali pa sodelujejo s sistemom, ne, se pravi, čez dan se delajo, da so fejst, po noč imajo pa čirule, čarule in vplivajo na naše live. Ampak nič hudega, jaz imam obrambo, jaz vem, da meni nihče nič ne more in naj vam bo to dokaz, da tudi vam noben nič ne more, če vi tega ne date. Sploh ni problem, ker oni so majhni, švoh in niso več organizirani, tako kot so bili. Predstavljajte si, SDS je organizirana stranka KGB-jevskih špijunov. Tako si predstavljate, ne? Pa oni se kao ne marajo med sabo, ne? Jaz kot ozvočevalec sem bil na teh SDS-ovih zborih, 2, katastrofa, groza od budaleštine, tako da manipulacije, pravzaprav, bom rekel, enostavnih, poštenih ljudi, jih je peščica zmanipulirala do te točke, da so delali stvari, ki so bile v bistvu grozne. Zakaj? Ker so bili demoralizirani, oni niso demon, ne? Demon, ne? Demoralizacija, moralo so spustili in malo špionirali naokrog. Špionaže so ena zelo razširjena stvar, zavedajte se, da kamor greste, ljudje o vas vejo več, kot si mislite. Informirani so na ful različne načine. Če boste ugotovili, niste pomislili, da obstajajo kakšne napravice, ki zaznavajo vaše premikanje in tako. Pustimo zdaj telefon, tako da veš, da Micka ve, da si ti šel, a ne? Pa da je tvoja bajta prazna, kdaj je prazna, kaj si noter počel in koliko časa si bil. To niso stvari, da ne bi obstajale in tu ni tam daleč stran, ampak je tukaj med nami in to zelo, zelo razširjeno. Zavedajte se tega, ampak nič hudega. Če bi oni imeli jajca, bi vas povprašali, kam pa greš, tako pa iz pozadine neki, ne, ti skrivači, iz gozda ven. Ok, prej sem rekel zvok kot tak, z zvokom se da delati mnogo več stvari, kot si predstavljamo. Rad bi vas spomnil še enkrat, dajte probati uporabljati to kombinacijo, ker eno je glasilka, eno so usta kot votlina, eno je jezik, eno so zobje, eno je pravzaprav tudi odtočni kanal skozi nos, kjer lahko se sliši bede drugače, če da odpihuje skozi nos, torej tudi skozi nos morajo iti določene, dajmo reči tako, kot piščali. In tretja stvar je noter en velik chamber, torej kot kitara. Če bi kitara ne bi imela tako velikega trupa, bi bila mandolina, pa bi bila pink, bolj manjša, ne? Torej, pod tem imamo pa še prepono, s katero potiskamo ta zrak gor, tako da je prav kazdeno harmoniko. In torej vsi inštrumenti pravzaprav so že v nas. In dajte se jih zavedati, dajte jih uporabljati. Dajte na njih graditi. Graditi na tak način, da se upate zapeti, pa pojte sami sebi. Pa dajte se posneti, mogoče tudi s kamero, pa da se boste slišali, kako imate pravzaprav lep glas. Čeprav boste mogli iti čez neke fazone,
Pa tudi ne rabite se niti posnet. Pejmo nazaj, najbolj bistveno je, da se izražate, vendar kaj boste dali v glasilko, morate pa pripeljati tudi tle. Tle gor pa morate imeti pod strešje vsaj toliko urejeno, da veste, da iz spoštovanja do sogovornika mu ne jemljete časa in fokusa s stvarmi, ki niso predmet debate. Zdaj dajem en tak primer. Nahajamo se v tretji svetovni vojni, končni vojni, vojni vseh vojn, duhovni vojni, kjer se borimo s totalnim zlom. In to zelo vpliva na slehernega posameznika in sleherni posameznik bo mogel, tudi zlo je tudi v nas bilo zapičeno, iz sebe ga dati ven in živeti pravilno po svojih moralnih, etičnih, srčnih, ljubečih ravnanjih, ne pa iz naslova pridobitne dejavnosti, koliko bom dobil, če bom zdajle temu človeku to in to naredil, to in to povedal in to prodal. In tle se mi zdi, da je prav, da se spominjate, je prav, da mi kaj poveste, postaja vas preveč, da bi si z vsakega lahko vzel 1 uro pa pol, ker enostavno ne gre. Zato probajte tudi mičkeno upoštevati, da jaz sem za kratke, efikasne, kompaktne informacije, sporočila ali vprašanja, sploh ni problem, želim, da gremo vsi naprej. Kdor se zatakne, nisem jaz edini, ki znam pomagati. Pa tudi znam pomagati na različne načine, a ne. Želim pa, da se otresete strahu, najdete svojo integriteto in poslušate sebe. Res vas ne zavajajo ne mediji, ne ljudje, ne debele knjige. Ni časa za debele knjige. Boš, da berete kratke misli, ali pa Srečkota Kosovela, ali pa Ferija Lajenščka, ali pa mislim, da tudi Prešeren bi vam znal kaj povedati, ne? Čeprav za njega se zdaj že spet nekaj, ampak za moje pojme je bil Prešeren kar ta prav fant. Če drugega ne, praznujemo njegovo smrt. In satanisti so tako povedali, tistmu, ki praznujemo smrt, je bil v bistvu človek, tistmu, ki pa praznujemo rojstvo, je bil pa naš. Tako da malo boste pozorni na Wikipediji, boste videli, kdaj se kakšen praznik praznuje. Zakaj pa Jezusovo rojstvo praznujemo na tisti datum, ki ga Bog si ga vedi. A ja, pa še to je 25.7., ne? Po tem koledarju, po julijanskem, moramo 13 dni odšteti, ampak majevski koledar se je pa končal 25.7. Torej, ali danes, ali pa 13 dni nazaj. Ne vem, ekipca, sej niti ni to tako bistveno. Datume smo rekli, da bomo dali na stran, ampak kljub vsemu je pa, jaz nisem vedel, da so ti datumi tako zanimiva stvar. Sekundo sem hotel pogledati, sem še Schumana, če kaj dela, ki je glih tak poseben dan. Gozdni skrivači, tako, torrent rešitve, ja. Imamo en dober predlog, se je pojavil. Schumann ni posebno močen, ampak on ves čas diha, čisto vam dam za občutek. Tole so 1, 2, 3 dnevi so špricali, te bele pike, te bele črte so informiranje, a ne, z svetlobnimi kodami. Sej boste rekli, pa kako svetlobne kode? Dajte vi malo pomisliti na CD, pa stari diski so tudi na svetlobne kode delali, enke pa nule so risali. Laser je zažgal ali pa ni zažgal tisto površino in pol je spet svetloba obsvetila, ali se je svetloba odbila ali ne, tam je dobil računalnik ali pa predvajalnik informacijo, ali tam enka ali nula. No, z enkami ali nulami so pa zapisali kompletno glasbo, oziroma vse, kar imamo digitalnega, je na binarnem sistemu. Binarno pomeni, da imaš enko pa nulo svetlobo zapisanih. V univerzalnem svetu si pa jaz predstavljam, da naši možgani imajo kaj več kot enko pa nulo. Enko pa nulo pa dvojko pa trojko pa štirko pa petko pa do 12 recimo. Pa si pa vi predstavljate te zapise. Če že z enko pa nulo imamo vso tehnologijo pod kontrolo, kaj bi mi se dogajalo s pomočjo kombinacije od 1 do 9 recimo. Ampak v tem kontekstu, jaz točno tudi ne razumem vsega, ampak v tem kontekstu naše kodiranje ima več, mnogo več kot to, kar ga poznamo tle na Zemlji. Ker v bistvu to, kar je na Zemlji, je samo kopija tega, kaj mi smo. Slaba kopija, ki jo je nam za mastne pare prodajal svet temačnih, ne?
Ja, zdaj toliko sem hitel, da bom šel čez, ampak sej mogoče je dost, pol ure, saj smo bili včeraj 2 uri, smo imeli precej stvari. Veseli me, da sodelujete, veseli me, da se odpirate, veseli me, da se prebujate, da v sebi zbujate občutke, spomine, da v sebi gradite lastno osebnost iz sebe ven. In naslednja stvar, ki je express yourself. Torej, da se izražaš. Kako se izražaš? Na način, da si. Torej, bodi. Ne igraj, ne bodi maska. Bodi iskren. Seveda boš dobil napad, da ti si pa neumen, pa nor, blesov, pa črna ovca in čarovnica, ampak to naj vas ne ustavi. A vidite tlele, kaj je to delfin oziroma kit? A je to kitu podobno? Čisto stvari bomo pogruntali, take nore, kakšen svet je obstajal, pa kako je bil zlagan. Skratka, izražajte se, zelo pomembno je, da ste unikatni, ker samo vsak od nas ima prstni odtis in to nas dela unikatne, v dušnem svetu pa tudi. In jaz znam govoriti, nekdo drug zna kitaro igrati, tretji je navdušen nad zvezdami, četrti ima ljubi vodo, peti rad po zemlji rije in je pogruntal vse, kako je, šesti po gozdu, sedma je pa najjača kuharica, sedma pa čarovnica ali pa pehta. In tako smo skupaj močni in neustavljivi in na tak način smo vsi eno. Ja? Kaj je naredila Gamat? Deli in vladaj. Vzemi znanje od njega in ga prodaj njemu. Tako so nas peljali. Zato je zelo pomembno, da se mi počasi začnemo združevati. Bi ful želel, da se združeni srečamo nabildani, ne močni, ampak noter. Mene ne bo noben drajsov, ne. In prepoznate zdaj tudi lahko narcise, ki že kar v tla gledajo, ki jim ni prijetno. V moji družbi zagotovo ne, preverjeno večkrat. In vse je okej. Nikomur ne zamerim, predvsem razumem, da se poberajo iz svojega dreka ven. Ne poberajo se še, ker se ne morejo pobrati, ker so stvari preumazane. Vendar slej ko prej pridemo vsi do tistega velikega poka, kjer je potrebno na zemlji dovolj prebujenih ljudi, bom rekel na vsaki regiji, da lahko primemo, kaj je v regiji za narediti. Mnogo stvari je za narediti, predrugačiti in spraviti v pravilno, oziroma bom rekel naravno stanje, vendar najprej v naravno stanje moramo mi, v stanje zbujenosti, v stanje harmonije, v stanje bojevniškega duha in v stanje radosti, veselja in brezpogojne ljubezni. Tle bomo srečali zelo hitro in jih bomo srečali svoje twin flames, se pravi svoje sorodne duše, dušne brate in sestre, oziroma svojo sorodno dušo. Vsak izmed nas ima eno in žal jo iščemo, ne, jaz ne vem, mogoče pa je Lucy moja sestrica, saj ne vem, kaj se pa tako štekava, psička Lucy, ne. Ni nujno, da so twin flame, no, sorodna duša ni nujno, da je v človeški obliki in ni nujno, da je z tega planeta. Še ta udarc, ne. Ne zgubljati energije s spolnostjo, ne iskati potešitve na tak način, ker to je sakralna energija, ki vam bo več dala kot več vzela, kakor dala, če se boste z napačnimi ljudmi zapletli. Predvsem vam bodo vzeli napačni ljudje fokus. Fokus morate imeti trenutno na sebi, da boste postali to, kar vi ste. In to, kar ste, prosim, bodite, izražajte se, plešite, pojte in se smejte. To je vaše primarno stanje. Strah, ustrahovanje, tenzija, napetost, stres pa ni naše naravno stanje. In tega stanja se mi moramo rešiti vsi. Jaz bi rad vam bil en tak primer, upam, da vam kaj to pomaga, če ne pa žal, bo pa jutri nič ni narobe, če komu kaj poveste, tako kot jaz povem, pa vem, da marsikomu sem nerazumljiv, marsikdo reče, ja, to se lepo sliši, ampak živeti pa se ne da. Nič hudega. Ne podcenjujte sejanja semen.
Ne morete vi posejati seme, reči, tole je paradižnik, ampak je še majhen in jutri je pok, on je tle. Ni res. Ljudje iščejo, zbirajo informacije, v enem momentu bo teh informacij dosti, da bo naredilo. Taram, a ja, si res, a ja. No in tudi ta neke vrste razsvetljenje, prebujenje. Ej, pa tako sem vam najdel spet eno musko od spodaj, je bila pa prepotihem, a? A ste jo imeli sploh kaj spodaj? Nima veze. Epska glasba je za bojevnike, da imate dovolj. Ker je, epoha je tukaj, mi smo na koncu sveta. In tle potrebujemo pogum, ne pa strah. In strah vceplja čist vsak, ki le more še delovati iz strani teme. Razumete? O farizejstvu sem govoril, če ne veste, kaj farizejstvo je, imate Wikipedijo, sem vam že povedal. Če ne veste, kaj je false prophet, tudi lahko pogooglate, bom pa prevedel še enkrat, lažni prerok, glasnik, in teh se v tem trenutku v Sloveniji in po svetu ne manjka. Zato res bodite pozorni, komu sledite. Moj nasvet je, sledite sebi. Iščite informacije, brskajte, ne se pa naslanjati na uradne medije. Ja? Tudi med, bom rekel, alternativnimi informacijami je še vedno mnogo zavajanj. Svetujem vam še eno stvar, berite razmeroma kratke oziroma srednje dolge, bom rekel, članke, ker pri dolgih člankih vam zna biti, jaz sem to ugotovil pri svojem branju. Bereš, ja, komplicirano zdaj to postaja, zdaj pa že sploh več ne razumem, na koncu je pa konc, pa sploh ne štekaš, kaj si prebral. Dajte vzeti nekaj takega, kar v bistvu, če ne razumete, se lahko vrnete nazaj, pa ne porabite 20 minut, da preberete. Čas se izteka, treba bo iti hitro, efikasno, učinkovito prejeti stvari, jih akceptirati v sebe in jih dati bom rekel, v gmoto že osvojenega znanja in lastnih izkušenj in zelo hitro to dodajati in pride do lučka, druga lučka, tretja lučka in teh lučk je treba nabirati, povezujte med sabo, jaz vam lahko stvari dajem neskončno dolgo, vendar namesto vas razumeti ne morem. To so povzete besede od Kylie McEnany, ki je bila PR-ovka od Trumpa, enemu novinarju tako odgovorila. Ki je nekaj vprašal, pa ona njemu poda trak, pa je vprašal, ja, ampak tole še, pa ona še z druge strani trak, in ona pravi, ja, tako, to ne razumem. In pravi ona, jaz vam lahko povem še in še, ampak razumeti namesto vas pa ne morem. Torej, dajte razmišljati, ne razmišljati tega, kadar ste v pogonu, v stresnem pogonu, služba, cesta, množica ljudi, te stvari, kontemplacija se temu reče, dajte dogajati v miru. Jaz tudi, ko berem, hočem imeti mir. Kadar se z nekom pogovarjam, se z njim iskreno dolgo pogovarjam in globoko in ga poslušam in si tudi beležim iztočnice, mnogokrat sicer pa pozabim točno pravzaprav, šarpotki iztočnice berem, kaj smo tel, o čem je tekla debata. Ampak bolje nekaj, kakor popolnoma nič. Pa bom zdaj čisto za joke še pogledal. Vsak dan imamo novo priložnost, vsak dan imamo novo priložnost, da postanemo boljši človek, better man. Sitting on the dock of a bay, to je komadič, kjer to govori. Imate možnost izbere. Ali boste lagali, ali boste govorili resnico. Boste delali za ljudi, ali boste še vedno pomagali malo iti napisati nek članek za satanistično firmo, ker ste pač glih zaposlena v novinarski hiši delo, ali ne. Ampak kaj, če v službo rabiš, pa boš šla pisati članke. Ja, super, hvala za doprinos družbi, se temu reče, ne? Ja, pa kaj pa čem, sem kuharca, ne smemo krompirja lupati, moramo unga z vrečke. Bravo, tudi tebi hvala, a ne? Dajte moralno etiko zabrisati ob tla, kar ne gre. Če ne gre, oni brez nas ne obstajajo, oni se skrivajo v temi, v ozadju in od tam dajo navodila, kaj naj mi delamo. In mi delamo po njihovih navodilih, daleč stran od svoje moralne prav, kamoli od kolektivnega sodelovanja.
Tako da dajte malo razmišljati v tej smeri. Vem pa, da vas je že ful pogumnih in močnih in stabilnih, pa bodite še. Vode ne morete spiti preveč, tako da se ne bi še pregovarjali okrog tega. Pite vode ful. Ne probajte, dajte se sezuti čevlje, pa pejte po zemlji, razelektrite se, dajte se z mrzlo vodo stuširati, če že najdete mrzle reke. Imam blagodejnih lastnosti milijon, pa dam vam čisto prvo. Shujšali boste, če se boste tuširali z mrzlo vodo. Evo, kdor mi zdaj reče, da ne more shujšati, ga z mrzlo vodo polijem. A je v redu, šok terapija, ne? Pa ne boste umrli, ne rabite prej globoko dihati, pa iti na kakšne tečaje, da boste se znali z mrzlo vodo oprati, ker to je vaše naravno stanje, dio bono, ne? Kaj zdaj bomo pa plačevali, da gremo v naravno stanje, dio bono. Kdo nas je pa odkaj pripeljal z bojlerji, pa ne vem kaj. Hladna voda ima zdravilne učinke, zato pa imajo Finci savno, pol pa v ledeno vodo, pa spet nazaj v savno. Zdaj imate zunaj 35 stopinj, pok v mrzo tuš, pok sonce, mrzo tuš, pok sonce. Finci nimajo pojma, kaj mi imamo. Tako da ni vročina. Včeraj sem začel temo, še eno. Sončni žarki so očitno drugačni, mnogo ljudi pravi, da niso opečeni, tako kot so bili prejšnja leta. Jaz sem bladokožen in imam kožo kot zamorček, ne zamorček. Ne vem, kdaj sem bil nazadnje, nikoli najbrž tako lepo zagorel. Nisem olupljen, nisem bil nikoli opečen in sred dneva se jaz lahko postavim na sonce, kar je bilo zame še par let nazaj misija nemogoče. Prvo, kar je, mi je bilo vroče kot pes, drugo, kar jaz sem se pa zakuril 3-4 zdaj. Od kje pa kaj, zakaj to prihaja, bom zdaj dal čisten moj. Evo, pa je šla muska, ne. Zgleda, da moram končati. En moj predlog, spoznanje, no, ali pa razmišljanje, ker je bilo nebo zapraševano s temi aluminiji in to, si predstavljam, da so bili delci in ker je svetloba padala, so ti delci dodatno odbijali svetlobo, kamor ni naravno, ne, in je bilo mogoče svetlobe bistveno več, kot bi jo moglo biti, oni so nam pa tupili globalno segrevanje. V bistvu so oni žgali nas. Ker zdaj resnično samo enega sem videl, no, ampak ta je res spal 5 ur z nogami na soncu, drugače pa še nisem videl opečenega človeka letos. Tako da, ne vem, pomislite vi, kakšne imate vi izkušnje, ne bo nič narobe, če zvemo. Dajmo si deliti vaša znanja, naša znanja, da bomo mi vsi skupaj kolektivno zmagali. Čas sledenja kot ovca pastirju je gotovo, ta piramidna scena gre h koncu, mi kot kolektiv se moramo obnašati kot skupnost, kjer vsak nekaj zna, vsak nekaj pridoda in tako smo najmočnejši in v tistem trenutku nam pa res nihče nič več ne more. In tega se je kabala najbolj bala. Evo, je prima, ke se rima, imejte prečudovit dan, zabavajte se, ljubite sebe, pa izražajte sebe, pa bodite malo pozorni naokrog, kaj vse se dogaja. Uživajte, čau.